Spoštovane gledalke in gledalci, nova oddaja Klepetalnica, to pot bomo posegli v civilno sfero in povabili smo v naš studio predsednico Slovenskega veganskega društva ali Slovensko vegansko društvo, sem povedal dobro, gospod Majo Hrovat. Lepo zdrav, Maja. Prišli ste iz Ljubljane, kar lepo pot ste pripotovali, pa morda bo danes priložnost, seveda bo, ko se bova pogovarjala o veganstvu, ki ni samo zgolj prehrana, kot se nekateri mislijo, tudi bova razbijala kakšne tabuje, predsodke in podobno, kar še vedno, kar ljudje malce tole vašo skupino postavljajo na rob družbe, pa si to ne zasluži. Najprej pa seveda v društvu, gre za neprofitno organizacijo, kaj ne? Ja, naše društvo obstaja 2012, v bistvu smo skupina prostovoljcev, ki se trudimo, da bi se skozi večala, in tekom leta upravljamo take projekte, kjer v bistvu ravno splošno javnost ozaveščamo o tem, kaj sploh je veganstvo. Na začetku smo mogli vsem razlagati, kaj to sploh je. Zdaj že nekako vsi poznajo nekoga, imajo, ne vem, hčerko, ne vem, vnuka ali pa kogarkoli, ki pač je vegan ali pa se s tem so drugje spoznali prek sodelavcev. Tako da je fino, ker pa samo podrobnosti zdaj še gledimo, pa povemo, zakaj bi bila dobra ideja, da bi tudi ljudje sami o tem razmislili. Torej, širši pojem veganstvo ni samo, kot sem prej omenil, neko ozko. Je to filozofija, Maja? Je to življenjski stil ali kako bi to ocenili? V osnovi gre za filozofijo, se pravi, da ne želiš povzročati trpljenja po nepotrebnem drugim. In to v glavnem zajema predvsem živali, zaradi tega, ker njim na tem svetu veliko trpljenja povzročamo po nepotrebnem. Gre pa to potem, ko to filozofijo preslikaš k sebi, pa to seveda spomeni življenjske spremembe, kar se tiče največje glede hrane, zaradi tega tokrat govorimo o hrani. Posega pa tudi na področje, ne vem, oblačil, obutve, potem, ki iščemo zabavo, ne gremo glih v cirkuse, ne gremo v živalske vrtove, akvarije. Potem, kar se tiče kozmetike, čistil, uporabljaš netestirane izdelke, v bistvu to je nekako več ali manj. Ne vem, kako dolgo ste načelo krovne organizacije, te veganske. Se spreminja ta miselnost Slovenk in Slovencev iz preteklosti, ko je to bila, ne bom rekla ravno tabu tema, ampak morda predsodki. Vse veste, kaj ste svoj čas govorili, veganka je, podhranjena je, bledolična je, suha je, premalo dobi beljakovin, premalo dobi ne vem česa. Se ta trend razmišljanja spreminja? Še vedno je kar precej prisoten, zato nekako še vedno to probamo razbijati vse te mite. Ampak mislim, da je glavna težava v tem, da so tudi zdravniki in prehranske smernice še zmeraj nekje tam usidrani v svojem stališču. Povedali ste več področji, na hrano ma šla na koncu, ker pravzaprav je najbolj tipična, najbolj značilna. Rekli ste, ne obiskujete prireditev, kjer so živali. Potem obleka. Torej, bom malce provokative, ne oblačite se v volno, naravno volno, ne oblačite se v usnje, kar še mi je nekje jasno. Ampak, če pogledam nazaj v preteklost, prvič ljudje so se oblačili v kožuhe. In je to bilo nekako naravno, danes zaprisegate bolj na sintetiko, umetne stvari, kot pa na naravne. V bistvu, če pogledamo, kaj točno je naravno, ko se mi v bistvu tega izraza zelo ne maramo, zaradi tega, ker če pomisleva, pripeljala smo se samo v avtomobilih, na televiziji smo, kjer se snema s kamerami, vsi uporabljamo mobitele, računalnike. In to, če je polovica naših oblek iz nekega komoti iz tekstila, ne rabi biti niti v veliki meri kakor umetno, ampak imamo pač toliko veliko izbiro materialov, da izberemo tistega najbolj optimalnega. In ni treba, da za to nekoga slečemo iz kože. Govorili ste tudi o kozmetiki, se pravi, tudi v kozmetiki se uporabljajo seveda, živilske barve, recimo, mislim, da karmin ali nekaj podobnega je v tem. Vi zaprisegate na naravni izgled, kolikor vas vidim, ampak tudi kozmetiki se da pomagati. Tisti, ki nujno potrebujejo ženske, se najdejo artikli, ki niso povezani. Ogromno linije, ki so veganske, ne testirajo na živalih, predvsem ta testiranja na živalih so problematična, poleg sestavin tudi, ki so neveganske.
In sicer v Evropski uniji sicer smo sprejeli neko zakonodajo, ki naj bi to preprečevala, ampak se še vedno, ker podjetja prodajajo tudi izven Evropske unije, se potem testiranja tam izvajajo, tako da je še vedno treba biti pozoren, a ne. A to podjetje podpira to krutost do belih zajčkov in vseh ostalih živalic, ki imajo tam zaprte v laboratorijih, ali ne. Če ste pa kdaj gledali, ne, so pa to zelo zoprni testi, pač na koži, v oči jim aplicirajo stvari. Pa predvsem je to precej nepotrebno, a ne, tako kot še marsikateri, ne vem, testiranja na raznih fakultetah, pa tako. Govoriva o testiranju na živalih, seveda vse več oziroma vse bolj je prisotno pa seveda trpljenje živali v vsakdanjem življenju, ne nazadnje, čez noč ne bomo odpravili tega, da tovornjaki prevažajo žive živali na drugi konec Evrope ali pa vse deli in da pri tem trpijo žejo, stisko, pomanjkanje in tako naprej, ne. Kaj se pravzaprav tu z vašimi apeli dogaja? Bržkone se dajo vsaj ti transporti, vsaj živali, ki pridejo v klavnico, nekako ublažiti zadeve, odpravili jih tako ali tako ne bomo, ker ne bomo odpravili svetu. Mi smo kar idealisti glede tega. Nam se enostavno zdi zelo pomembno ljudem dati vedeti, ker da lahko živijo brez mesa, mleka, jajc. Predvsem je to pomembno, ker večina misli, da ne bi preživeli, da enostavno sploh, če kakšna težja dela opravljajo, ne, v svojem življenju. In to je pomembno, da je to možno, ne. Prej sva govorila v bistvu o tistih mišičnjakih, ki podirajo svetovne rekorde v dvigovanju uteži. Pa so veganci. Seveda, ja. Vse je možno, zaradi tega, ker beljakovine in vse ostale hranilne snovi dobimo čisto v klasični hrani. Ni nobena visoka znanost, da bi mogli računati neke posebne obroke. Samo zavedati se je treba, da je možno in kaj je alternativa? Se pravi, da zberemo rastlinsko prehrano, vegansko prehrano ali pa to, ki vsebuje meso, jajca, mleko, kjer je pa v ozadju trpljenje nekoga, ne. Zdaj, tudi če mi za te živali zelo lepo poskrbimo na poti do zakola, kdo bi si želel biti zaklan? V bistvu z odvzemom življenja vzameš osebi tisto, kar ji največ pomeni. Mene recimo, če vem, da me čez 2 leti bo nekdo umoril, mi je čisto vseeno, precej vseeno, kako bom do takrat živela, če vem, da se bo takrat končalo, ne. Že ta sama zaznava, da se bo moje življenje končalo predčasno, je to grozna, da tista vmesna pot skoraj že izgubi pomen, ne, če se postavimo v njihovo kožo. Nekaj ste že povedali o predsodkih. Kateri so pravzaprav največji predsodki, ki spremljajo veganstvo v preteklosti, pa še danes? S čim se soočate? Tudi takole v pogovoru, ko se pogovarjate z nekom, vidite, da in mu poskušate seveda na lep način dopovedati, da temu pa vendar ni to, ampak je preneslo te predsodke praktično iz družbe, od doma, iz nekega lokalnega okolja, bova rekla. Pa to zelo velikih je. Maja, korajžno. Mogoče eden od teh je, da je to samo za nek višji sloj, da je to zelo dražje. Ker ta se mi zdi najbolj nesmiseln, ker v bistvu izdelke izbiramo sami. Veganstvo v osnovi pomeni, da se izognemo pač nekaterim izdelkom, ampak komot žita, stročnice, zelenjava, sadje, oreščki, to ni neka draga hrana. Če pomisliva, kaj jejo v državah tako rekoč tretjega sveta, se bašejo s hrenovkami, zrezki, ali jejo riž pa zelenjavo, a ne? Zopet, druga alternativa. V bistvu bolj na vegansko smer se upogibajo, a ne? So bolj drugi izdelki dragi, res pa, da tukaj so še te subvencije, a ne, ki omogočajo, če bi subvencije se prestavile na stran zdrave hrane, bi bila naša hrana še veliko cenejša. Seveda so pa tisti izdelki, ki so pripravljeni že v trgovinah, razne salamice, imajo še vedno veganske visoko ceno, ker vejo,
da si jo lahko privoščijo. Torej, to je eden od predsodkov, da ste nekaj posebej, da ste kasta nekje, ne, ki ste za sebe, ki malce drugače razmišljate, ste malo čudni, morda glede tega, ne, pa temu ni tako. Ja, marsikdo misli, da je to samo neka hipijevska zadeva, zelo različne v bistvu predstave imajo ljudje. Eni mislijo, da so to samo neki, kakor bolj slabotni ljudje, ki se samo s tem ukvarjajo, razmišljajo. Pa ni temu tako, da bi se samo s tem ukvarjali. V bistvu, to te ne spremeni, ohraniš svoje hobije, dobiš še kakšnega novega, si družaben, ni to, da bi bilo neki čudaki, ki imajo radi samo živali. Seveda pa vsi pa imamo, to nam je nekako skupno, da imamo radi živali, samo da smo to povezali, da nekako, čim sem jaz pomislila, če imam jaz res rada živali, pol ni glih logično, da so na mojem krožniku, takrat sem pol naredila ta preklop in preskok. Ja. Ampak to je bilo že konec osnovne šole, pa še prej bi bilo, če bi me Maja Horovat, predsednica Slovenskega veganskega društva. Zanimivo, ne, če bi bili neka biologinja ali nekaj po poklicu, ste pa veterinarka, diplomirana, kjer je zopet nekako, zakaj ste se pravzaprav odločili, da še malo greva na vašo čisto individualno usmeritev, če ste že v osnovni šoli nekako občutili zadevo, nekaj se v osnovni šoli sem se odločila v prvem razredu, da bom veterinarka. Da boste pomagala živalim tako? Jaz želim biti v bistvu čim bolj močen glas za živali in mislim, da s strokovno podkovanostjo sem lahko močnejši glas. Meni nihče ne bo rekel, to se na slovenskih kmetijah ne dogaja, to se v slovenskih klavnicah ne dogaja, ker sem bila tam, videla vse na lastne oči, veliko tega in enostavno me noben ne more premakniti. Maja, ko sva govorila prej o predsodkih, ti si eden, zdi se mi, da se pojavlja največ predsodkov pravzaprav v zadnjem času z otroci veganov. Tukaj se javnost kar precej vtika v to, kakšna bo ta, ne bom rekel vzgoja, ampak kakšna bo prehrana teh otrok. Se pravi, da starši že vsiljujejo nekaj svojim otrokom, da jih prehranjujejo tako kot sebe, da to morda ni najboljše za zdravje, čeprav ni dokazal, da veganstvo škoduje zdravju, ne. Morda bi na to temo, to je pa verjetno ena zgodba, ki se pojavlja kar pogosto v medijih. Ja, zdaj tukaj je zelo pomembno poudariti, da stališče stroke, se pravi, za prehrano otrok so najbolj na mestu prehranske organizacije, svetovnega kova. Moraš gledati vedno najvišje v hierarhiji dokazov, moraš gledati najvišje. In to je stališče večjih prehranskih organizacij. In ta konsens v bistvu pravi, da je veganska prehrana primerna za v bistvu ljudi v vseh starostnih obdobjih, od nosečnic do doječih mater, dojenčkov, otrok, vseh ljudi v odrasli dobi in pa starostnikov. In tega se mi držimo v prvi vrsti. Potem pa seveda so primeri, ko tudi se kakšnemu veganskemu otroku kaj zgodi. Ampak tukaj se nas zdi zelo slabo, ker v bistvu v medijih je zadeva predstavljena drugače, iz konteksta ali pa recimo. Ja. Otroci, v bistvu, če bi se gledali, koliko otrok v tem istem obdobju, kakor nam učitajo tiste, mislim, da sta 2 smrti, smo šli gledati 2 ali 3, je v bistvu v istem obdobju umrlo nekih 600 plus 650 otrok te starosti. Se pravi, tisti pa niso bili vegani. A bomo potem vsem ostalim očitali? Odličen zagovor, ne nazadnje argumentiran zagovor tega, ko sva že pri otrocih. Recite mi, tudi vaša usmeritev v društve, akcije, pravico do veganskega obroka v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Kako je s tem v Sloveniji? Je to posluh nekje? Ali pa bomo zopet dejavnost rekla, poslušajte, zaradi 2 na šoli, pri 300 otrokih, bomo pa zdaj malico spreminjali oziroma malico za ta 2 posebej delali. Ne nazadnje to primerjavo delamo ali pa ne delamo z tistimi azilanti, ki so pri nas, pa so druge vere, pa jim tudi grejo na roko, pa jim ponujajo drugačno hrano v šolah. Jaz bi rekla, da je zelo žalostno, če pogledamo nek tipičen jedilnik v šolah.
ker so gor zelo nezdrave jedi. In če bi se samo potrudili pomakniti bolj v smeri veganske hrane, tudi če bi bil zraven za tiste otroke, ki bi jedli meso, še kakšen zrezek, enostavno bi lahko to skombinirali, ne. Lahko se naredi osnovno jed vegansko, pa potem za ostale nekaj doda, bilo bi tudi veliko bolj za alergike. To bi zelo brez problema, saj jaz zelo rada kuham, tako da lahko svetujem kjerkoli šolski kuharci ali pa te prehranski, kako so načrtovalci. Tako da enostavno je problem, ja, da tukaj se pa kar malo zamahne z roko in potem pokaže na prehranske smernice, ki so pa še zelo v zaostanku, no, za nekako dognani svetovnimi. Je pa zaenkrat tako, no, če se slučajno je ravnatelj, prehranski svetovalec, kolikor toliko razumen, potem ponavadi dovolijo kakšen tak obrok, je pa čisto dobre volje zaenkrat odvisno, na žalost. Greva k prehrani, ki je pravzaprav, ko rečemo o vegancih, ne prepomislimo na to, ne, pa je vse kaj drugega tudi zraven, ne, kar ste že povedali, Maja. Hrana, kot ste dejali, ne jajca, ne mleko, ločimo med veganci in vegetarijanci, tudi to moramo povedati, ne, veganci ne mleka, niti jajc. Zanimivo, nič, da eno najbolj zdravih hranil, med, tudi zavračate. Ne? Ja. Nič bistvenega ni, kar se ne bi dobili z nekim ingverjem, kakšnim, ne vem, jaz dam agavin sirup, cimet pa kurkumo, pa me isto pozdravi, isto mi obloži grlo. Enostavno tudi pri čebelarstvu so določene krute prakse, ne, rojenje je treba preprečiti, tega se ne naredi kar tako, da prosiš matico, bi ti mogoče ostala v panju. Maja, meseca novembra imamo že par let v Sloveniji, rečemo tradicionalni slovenski zajtrk po šolah, po vrtcih, ne. Zdaj, če pogledamo to, pa rečemo, je zdrav, ne. Maslo, kruh, potem jabolka, med in mleko. Ja. Več kot polovica tega, več kot polovico teh zavračate, ne. Kruh še že, ne. Pa še to bi pogledala, če so kakšne mlečne sestavine not. V kruhu, ne. Ja. Malce, da bova tole monotonijo, ne. Sem pa, ko sem gledal to, rekli ste svoj čas, drago prehranjevanje vegancev. Ja, ampak danes v trgovinah, pa ne samo specializirane, tudi v marketih večjih, so police, ki ponujajo izključno vegansko hrano. Pa vendar verjetno, ko greste v nakup, pogledate, ne, zadeve, kako je z določenimi sestavinami v tej hrani, da pa se dobiti. In sorazmerno zadeva se ceni. Ja, seveda. V bistvu povpraševanje, ponudba, to je čisto tako, kot pri vsem ostalem. Večina trgovin, teh večjih slovenskih trgovcev ima že svoje linije prav veganske, tako da sploh ni noben problem, tudi če želi nekdo veganski sir jesti, jogurte in podobno. Izdelki so majčkeno dražji, ampak jaz res, čez mesec pridem ceneje, kot sem prej prišla. Če gledam malo, kaj kupim v kakšni akciji, jaz pač to delam, a ne. Če nekdo nima finančnih omejitev, potem si lahko da duška in pač pobira vse s police. Sicer pa, ja, kaj sem hotela reči, cene padajo, ne vem, najbolj je to opazno recimo pri tofuju, kakšnih rastlinskih napitkih, ki na začetku so bili še, ko imamo predavanje recimo, ne, je bilo še, ne vem, čez evro pa pol, zdaj že padajo na 80 centov in podobno, ne, tako da več, ko bo povpraševanja. Se pa tudi marsikatero stvar da narediti doma, če se komu to izide, jaz velikokrat, no. Maja, ko sem takole spremljal, je pa še druga stvar, ki je prisotna, ne. Ne samo sestavljanje jedilnikov, ko malce razmišljaš tudi o raznovrstnosti tega. Kuharice, ki kuhajo vegansko hrano, morajo biti kar bolj, bom rekel, izučene, več znanja morajo imeti, ali kuharji, da ne bomo moški sedaj dali na stran, ne, kot recimo tista klasična kuhinja, ki smo jo podedovali po babicah, po mamah. Ja, saj v bistvu gre samo za to, da smo bili naučeni drugače, če bi nas babice drugače učile, bi pa tako kuhali. V bistvu gre samo za par trikcev mogoče, ki jih povzameš, ne vem, namesto jajca zmiksaš lanena semena z malo vode, pa daš v polpete, ne vem, v pecivo zmiksaš zrelo banano,
To ima vsak pri roki, pa še bolj zdravo bo, kakor alternativa, a ne. Tako da enostavno ni tako kompliciran. Če bi se odločil, ne, za to vrstno pot, ne, obstajajo kakšne kuharske knjige, veganske kuharske knjige, da bi bile kot priročnik za začetek kuhanja? Ja, ogromno jih je. Mi jih tudi v društvu prodajamo. Imamo prav ene take bolj pocenske za 6-7 evrov, pa je 100 receptov noter, tako da še dolgo ne bi zmanjkalo. Potem imamo pa kar nekaj tudi slovenskih avtorjev že, ki so izdali pač svoje knjige. Veliko takih sploh v sledicah, take, da se ti kar sline sedijo, samo da listaš po knjigi. Bi pa omenila tukaj še za pač to brezplačno verzijo, imamo pa veganski izziv, ki smo ga pa v bistvu v našem društvu prostovoljci pripravili, ko smo nekako rekli, pa kako vsem tem ljudem, ko smo mi šli, pa se marsikaj se želiš pozanimati, se pravi prvo, a bom ostal živ, mi bo kaj manjkalo, a moram kaj posebej vnašati v svoje telo. Potem kako recimo skuham brez jajc, brez mleka stvari. Potem tudi razne članke o okoljevarstvu imamo vključene. Predvsem pa meni za celoten mesec, zajtrk, kosilo, večerja z recepti, nakupovalnim seznamom, pomočjo mentorja, če ga želijo ljudje. Vse to brezplačno na www.izziv.si kadarkoli. Januarja imamo sicer ta velik izziv, ki ga potem probamo čim bolj promovirati po celi Sloveniji. Imamo tudi dogodke, kuharske delavnice takrat, nagradne igre, ampak sicer pa poteka ta izziv celotno leto, kadarkoli se lahko vpišejo osebe in potem 30 dni sodelujejo pri tem. Mi jim nudimo vso pomoč, pač razne, kakor sem rekla, članke, priporočeno literaturo, kakšne dokumentarce, da se čim bolj tudi izobrazijo, rastejo kot osebe, razmišljajo o teh tematikah, imamo vključene. Ampak ja, tako čisto brezplačno dobijo ogromno receptov. Vaše društvo, bom kar pohvalil, ne bom skromen v pohvalah, ima številne akcije. Dali ste to ena, ki seveda gre sprejmi izziv oziroma sooči se z izzivom, kjer seveda tudi bova še se vrnila na to, treba najprej v glavi poštimati zadevo, pa se potem tega lotiti, ni to samo zadeva fizična. Imate skozi vse leto, praktično imate številne akcije, imate dan veganstva, imate dan živali. Malce nam povejte o teh vaših akcijah. Ja, naš največji dogodek leta je Vegafest, ki ga imamo v centru Ljubljane vsako leto. Mesec avgusta menda, ne? Ja, letos je bil avgusta zaradi tega, ker smo maja dvakrat ga predstavili. Letos je bilo kar izziv to, ker smo res sami prostovoljci. V osnovi nas ga organizira 3-5 ljudi, pač na dan dogodka pa 70 prostovoljcev, da speljemo vse to. Je pa tako, da imamo cel dan dogodke prav na odru, pridejo nastopati v bistvu pač razni pevci. Vegani. Ja, če se le da, vegani, kakšen vegetarijanc mogoče tudi pride vmes. Potem imamo razne, ne vem, letos smo imeli ples ob drogu, kakšne športnike predstavimo, vedno probamo tudi to, zaradi tega, da ljudje čim več dobijo, še vedno si lahko aktiven, čeprav si ta vegan in ti vsega manjka. Potem imamo predavanja cel dan, 50 stojnic z raznimi, v bistvu probamo čim bolj široko paleto izdelkov predstaviti, da ljudje vidijo, koliko imajo velike izbire, da to ni nekaj malega, ki boš pa zdaj omejen na vsakem koraku. Pa seveda polno društvo za zaščito živali, tudi tukaj Društvo za zaščito živali Pomurja, vedno pridejo neki na prijazna vas, tukaj v okolici, tako da to z veseljem podpiramo. Potem imamo pa poleg tega Vega Fridaye, to so predavanja, ki jih z veseljem pridemo izvesti v bistvu po celotni Sloveniji. Če bi kdo želel v svojem kraju, da bi pač izvedeli to, naj nas kar kontaktira na info@vegan.si. In v bistvu probamo na kratko, v neki urci pa pol ponad povemo vse o veganstvu. Potem imamo pa še kakšna druga predavanja, ampak ta je najbolj tak splošen, kjer zavzamemo tako nutricionistiko, glede zdravja, glede okoljevarstva, koliko je pomembno glede tega, kaj imamo na našem krožniku, koliko okolju pomagamo, ko je precejšnja okoljska kriza zdaj. Potem pa vedno še kakšen del o hrani, športu, teh stvarih, ki ljudi najbolj zanimajo. Vedno imamo pa še druženje, pa pogostitev naredimo, tako da ljudje direkt probajo potem, kaj so poslušali, kako bi to izgledalo v praksi. Potem imamo razne te dneve, za dan živali, dan veganstva, ponavadi naredimo kakšno akcijo.
tudi na različnih koncih Slovenije, ampak s kakšnimi temi tablami, kjer prikazujemo tudi živali v srečnih in nesrečnih trenutkih, pa predvsem kakšne take čim bolj globoke misli zraven napišemo, da se lahko potem z ljudmi v bistvu debatiramo o teh tematikah. Potem imamo kakšna predvajanja, velikokrat imamo kuharske delavnice, pa na raznih sejmih sodelujemo. Tudi tukaj na Pomurskem sejmu smo bliže, na Medical in pa še na druge nas vabimo, upam, da se bomo lahko udeležili, kjer potem predstavljamo kakšno tako enostavno jed, ki mogoče ni še toliko poznana po celi Sloveniji, pa da vidijo ljudje, kako se lahko je nekaj mesu podobnega, čeprav ne vsebuje mesa. Da se zavedajo, da s tem se ne odrečeš okusom. V bistvu večina ljudi odkrije nov svet kulinarike. Tako, ja. Ker gre za vaše društvo kot nepolitično, humanitarno, morda še beseda dve, preden bova zaključili tale prijeten pogovor. Kako se financirate? Rekli ste, vse v glavnem temelji na volonterstvu, na prostovoljcih. Je kakšna pomoč strani države? Je kje kakšen posluh za zdravo prebivalstvo? Ja, se trudimo, ampak enostavno so razpisi tako ponavadi ozko, da se zaenkrat še, se pa trudimo, nikakor ne bomo obupali, ker vse več je razpisov na temo okoljevarstva, na temo zdravja in mi na tem področju v bistvu vse dajemo od sebe. Tako da upamo, da bo nekdo nas enkrat uslišal, pa nas tudi podprl, ker trenutno se pa iz članarin financiramo, iz tega, da vsak projekt, ki ga delamo, probamo tako obrniti, da nekako vedno pokrijemo bencin, sestavine, pa mogoče še kakšen evro prije zraven, ki ga obrnemo pa naslednjič pri projektih. Pa te majčke, ki jih ljudje kupujejo, kakšna donacija vsake toliko časa priteče. Nekako preživimo, ampak lahko bi še toliko več naredili, če bi imeli pa še kakšno resno podporo strani mesta, države, česarkoli. Verjamem, Maja, da vam to uspe v prihodnjem obdobju. Sicer pa morda za konec, rekli ste, da ste vi začutili nekaj tam že v osnovni šoli. Pride pri veganih do prebliska, takole, čez noč ali literaturo o nečem prebere, šmenta, jaz pa grem na to pot, oziroma prične malce študirati to filozofijo, to razmišljanje, ta življenjski slog, ali pa je to posledica druženja v neki družbi, ko me povabite na klepet, se pogovarjam in vidim, glej, ne nazadnje, vredno je poskusiti. Pa ja, ljudje, mislim, pri enih je to, ker imajo radi živali in enostavno potem enkrat klikne. Enkrat opaziš, ne vem, svojega psa ali pa ne vem komu, mogoče umre ljubljenček in potem pomisli, da v bistvu to je zelo podobno kot druge živali, kjer pa on samostojno plačuje, nekako naroča njihove umore, bi lahko rekli, ampak dobro. In pri enih je pa, ljudje smo zelo socialna bitja, nočemo biti neki čudaki, neka manjšina. In potem, ko vidijo, da niso sami v tem, da jih bo neka skupina vsem sprejela, tudi če bojo mogoče drugi malo čuden proti njim gledali, jim je lažje. Tako da v bistvu mislim, da je kombinacija obojega zelo različni. Eni se zaradi zdravja tudi odločijo, pa potem povežejo z etiko, pač nekako se to kar vse skupaj kuha. S branjem knjig, kakšen posnetek kdaj naletiš, da vidiš, kako sploh je to v resnici, ker vse, če ti je to očem skrito, če nisi bil v kontaktu z temi početji, verjamem, da lahko lažje odmisliš. Pač enostavno, ti zrezek se ne zgleda podoben živali, pač ti spečeš, poješ, kaj te pa briga. Čim pa pomisliš, kaj je za tem zrezkom, ali pa če ti kdo pove, ali pa če vidiš nekoga, ki je drugače izbral, pa ga vprašaš zakaj, pa dejansko poslušaš odgovor, ne da pustiš obrambnim mehanizmom takoj, da neki, pač. Maja Hrovat, lepa hvala za vaš obisk. Prišli ste iz Ljubljane, v deželo v Muri, kar precejšen kos poti ste opravili. Ampak verjamem, da smo v tele klepetalnici, pogovorni oddaji na televiziji AS vendarle predstavila veganstvo s prave strani, osvetlila vse tiste tudi predsodke in kdo ve, morda bo prav tale oddaja tudi imela korist
na število vašega članstva, kot se ta radi reče. Z veseljem. Cenjene gledalke in gledalci, še ena oddaja Klepetalnice za nami. V Klepetalnici, kjer se pogovarjamo s osebami, z ljudmi, predstavljamo malce drugačne zgodbe, tudi skupine, ki so morda zamaknjene ali odmaknjene na rob družbe. Danes z Majo Hrovat, predsednico Slovenskega veganskega društva o veganih, in prepričan sem, da smo tudi z tovrstnimi pogovori malce razblinili vaše razmišljanje in da ste izvedeli veliko novega tudi o, bom rekel, malce drugačnem razmišljanju. Pa do prihodnje oddaje Klepetalnica, srečno.